Izvrstni likovni pedagog in teoretik Zoran Didek, ki je bil izjemno navezan na posavsko podbočje, se uvršča med najbolj vsestranske ustvarjalce preteklega stoletja na Slovenskem. Ob slikanju, risanju in študijski ilustraciji ter grafiki se je ukvarjal oziroma se je posvečal tudi oblikovanju. V 50 letih, ko je poučeval na srednji šoli za umetno obrt, to je danes srednja šola za oblikovanje in fotografijo, je nastalo, torej v tistem času je nastalo precej skic in risb za njegove tako steklene kot keramične izdelke. No in v bistvu tu na tej razstavi 4 elementi, prvi voda, je razstavljen komplet, čajni komplet Zorana Didka, za katerega je napravil skice, verjetno tam okrog 60. leta. No in ta komplet so potem izdelali v obratih nekdanje tovarne, keramične tovarne Liboje. Čeprav v ljudskih prispodobah velja lesena žlica za nekaj najstarejšega, se lahko v Posavju pohvalimo z najstarejšo žlico, ki ni izdelana samo iz lesa. To je žlica oziroma zajemalka, ki je bila odkrita ob arheoloških izkopavanjih Ajdovske jame pri Nemški vasi. Ohranjen pa je samo njen lončeni del. Ta del ima tulasto izdelan držaj, v katerega je bil nataknjen lesen ročaj. Žlico so kot grobni pridatek dali pokojniku v grob, poleg ostalih posod in hrane. Amfora je transportna posoda, namenjena prevozu tekočin in sipkih živil, kot sta recimo žito in suho sadje. Amfore so bile standardnih velikosti in tipske izdelave, zato po njihovi obliki natančno vemo, iz katerih delavnic prihajajo in za prevoz katerih živil so jih uporabljali. Ta tip amfore z ravnim dnom so izdelovali v mestu Forlimpopoli v severovzhodni Italiji in te amfore so uporabljali po celotnem Sredozemlju, pa tudi po celem Balkanu in provinci Panoniji, kamor sodi tudi naš Neviodunum. To amforo so uporabljali skozi celotno 1. in 2. stoletje, uporabljali pa so jo za prevoz vina. Soček, imenovan Barivc, ima lesene dogice, 4 železne obroče in žičnat ročaj z valjastim lesenim držalom. Visok je 16 cm, premer ima 14 cm in prostornino 2,6 do 3 litre. V sočku je nosil gospodar vino iz Gorce, hrama, kleti. Soček je naredil sodar Lojze Sotelšek, družina Zevnik iz Pavlove vasi pa je zanj plačala nekaj din oziroma dinarjev. Soček je star več kot 90 let, uporabljali so ga vse do leta 1963, muzeju ga je pa decembra 1977 podarila oziroma darovala Marija Zevnik iz Pavlove vasi.